Podatki kažejo, da Slovenci pravzaprav niso dobro seznanjeni z možnostjo za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Kakšna je denimo pri tem vloga družinskega zdravnika, zdravnika splošne medicine? Kako jim pomagate pri sprejemanju tovrstnih odločitev oziroma kaj jim svetujete tudi glede na to, da vemo, da so na Slovenskem zadržki glede cepljenja veliki? Torej, podatki iz Slovenije, tako kot iz drugih držav po svetu, kažejo, da je cepljenje proti pnevmokokni pljučnici učinkovito in tudi zelo potrebno. Opažamo pa, da je seznanjenost z prisotnostjo cepljenja neprimerno manjša kot seznanjenost s cepljenjem proti gripi. Skoraj 3-krat manj ljudi ve za cepivo proti pnevmokoku, kot ve za cepivo proti gripi. In zakaj govorimo o teh dveh cepivih skupaj? Zato, ker se pravzaprav ponuja priložnost, da to cepljenje izvedemo sočasno. Res pa, da je velika razlika. Cepljenje proti pnevmokoku je še vedno plačljivo, cepljenje proti gripi, če govorimo o starostni skupini nad 65 let, ki je v mojem področju družinske medicine najbolj ranljivo, pa je zdaj zastonj. Mogoče se tu skrivajo še številne neizrabljene priložnosti, da izboljšamo to situacijo. Raziskave po svetu in pri nas nedvomno kažejo, da je mnenje osebnega zdravnika o nujnosti ali potrebnosti cepljenja najvažnejši dejavnik, ki vpliva na to, da se ljudje cepijo. Zato ostane ta prostor pri nas še precej neizkoriščen. Raziskava, kjer smo jo z mojo mlado kolegico, jaz kot mentorica in ona kot raziskovalka, izvedli v 2 ambulantah družinske medicine z vzorcem 254 ljudi nad 65 let, je dala pravzaprav osupljiv rezultat. Namreč, da bi se 3/4 ljudi, 67%, cepilo, če bi jim tako svetoval osebni izbrani zdravnik. A se mi res dobro zavedamo svoje vloge pri tem, koliko je še neizkoriščenih možnosti in kako veliko zaupanja pravzaprav uživamo strani naših bolnikov? To vprašanje si mora odgovoriti vsak od nas, zdravnikov družinske medicine, sam. In verjamem, da bomo z leti, tako kot se je izboljšalo obveščanje, izvajanje, pa tudi plačljivost cepiva proti gripi, lahko naredili podobne korake tudi glede pnevmokoka. Obe bolezni sta lahko smrtni.